Projekt Viseči vrtovi je bil zamišljen kot neka platforma, kjer se v bistvu preizprašujejo različni, v glavnem neki ekološki problemi, nastavki. In tle smo se v bistvu ukvarjali tudi skozi delavnice, kjer se v bistvu lahko ljudje participirali in so ustvarjali to, kar je v bistvu potem bilo tu v likovnem salonu. In sicer smo se dotikali področja tudi urbanega vrtnarjenja. Zdaj v Celju je situacija taka, da je v bistvu okolje zelo obremenjeno, je zelo onesnaženo in smo v bistvu vzeli te viseče vrtove, ki so pač mita, ne, o teh babilonskih vrtovih in mit kot tak je v bistvu, gre v bistvu za neko rajsko podobo, ki se nam zdi, da je nikoli ne moremo doseči. Ampak če smo malo pozorni in pogledamo okrog sebe, ugotovimo, da je ta kraj v nekih malih stvareh. V teh visečih vrtovih sem sodelovala z Ireno Ašič, ona je agronominja, ker so me zanimale v bistvu stvari z področja, njenega področja in področja biologije. Potem sva skupaj v bistvu, no, tako kot sem rekla, preizprašali možnost urbanega vrtnarjenja v Celju, potem razne alternativne ekološke rešitve, recimo za onesnaženo okolje, kot je recimo čiščenje zemlje z temi čistilnimi rastlinami. Pa še ena bistvena stvar, Irena je predstavila to njeno idejo drevesnega parka. To je območje med Savinjo in vrtnarsko šolo. Gre za bivšo drevesnico vrtnarstva Celje, kjer so se v bistvu te rastline, ki so namenjene za zasajevanje parkov, in so se tam sadile kot sadike, so prerasle svojo osnovno funkcijo in tam v bistvu zdaj rastejo z temi našimi avtohtonimi rastlinami. No, gre v bistvu za idejo drevesnega parka, tam je v bistvu res praktično v Celju, gre za eno področje, kjer je pravi nek tak naravni raj se vzpostavil. Na to področje so se zatekle tudi razne živalske vrste in ta drevesni park ponuja tudi različne možnosti potem za to, da bi ljudje tam pač preživljali prosti čas, kot tudi za razne učne poti. Praktično v bistvu vsi ti izobraževalni programi od predšolske vzgoje, osnovne šole, srednje šole, ne, v njihovih programih so neke vsebine, ki se bi lahko recimo aplicirale na drevesni park. Gre v bistvu tudi za to, da bi bil tam nek tak inkubator idej, nekih naravnih oziroma rešitev za okolje, ki so nekako bolj v neki smeri v bistvu narave. Gre pa v bistvu tudi za to idejo, da je ta drevesni park, tam je narava sama vzpostavila neko okolje in nama z Ireno se zdi, da bi v bistvu Celje kot tako urbano potrebovalo v bistvu neko točko, ki bi v bistvu na nek način uravnotežila energijo tega prostora. Se pravi, če imamo nek urbani del mesta, pustimo vsaj en delček narave, da se izrazi po svoje, povsem po svoje, brez nekih intervencij recimo človeka. Gre za to, da je že zastavljen ta projekt tak, da računa na soudeležbo in participacijo ljudi, ki pridejo sem publike. In vse skupaj v bistvu zdaj kaže, da je nastala v bistvu kar neka taka iniciativa neke skupine, interesne skupine ljudi, ki prihajajo iz različnih področij, da bi v bistvu nekako soustvarjali neko okolje, v katerem recimo bi lahko tudi preživljali prosti čas in razvijali neke nove ideje za ta prostor. Rešitve recimo.
Zdaj, če je recimo kdo, ki bo to opazoval, gledal, konzumiral, se s tem strinjal, na kak način se lahko pridruži že? Zdaj v tem hipu, če v Google vpišete viseče vrtove, boste prišli na stran na Facebook, kjer je v bistvu javno dostopne so te informacije v zvezi z delavnicami, ki so se zgodile, kot tudi v bodoče, tako kot sem že rekla, da se s tem, ko se bo tole razstavišče, čas v tem razstavišču se nam je počasi iztekel, se bo v bistvu ta projekt nadaljeval še naprej, no. Se bo v bistvu ta platforma še nadaljevala.